Imate samo Da smo v Rasku, kako ste rekli? Evo, zdaj pa kar izvor, imaš? Kar naprej, kar izvor. Dobar dan. Mogoče je pa kakšen tam iz... Jaz sem pozdna nedelja, ponedeljek ne, tako da potem se pa ruka nakazala za vlaganje na prst, pa sem se še to zgodila. Ja, tako da ne, Lep pozdrav vsem. Spremenjene varnostne razmere v naši neposredni bližini od nas vseh zahtevajo odzivanje in visoko pripravljenost za delovanje. Zato smo letos osrednjo vajo Slovenske vojske načrtovali in organizirali kot niz povezanih vaj in preverjanj zmogljivosti sil Preskok 2022, kateri glavni moto je odvračanje, odpornost in odzivnost. Danes po več kot 40 dnevih vaj zaključujemo s prikazom aktivnosti, ki so odsev naše pripravljenosti, izurjenosti in predanosti. Celovita analiza vaj bo pokazala, na katerih področjih bodo potrebni dodatni napori, da bodo sile pripravljene se odzivati na aktualne vire ogrožanja tako nacionalne kot mednarodne varnosti. Videli boste združeno taktično vajo rodov z bojnim streljanjem čete, predstavitev balkanskih namenskih zdravstvenih sil ter z nami prisustvovali slovesnemu postroju ob zaključku niza vaj. Želim vam, da se v naši družbi dobro počutite in da nas bolje spoznate. Thank you, General. Good morning, Mr. President, Minister of Defense, Chief of General Staff, Generals, colleagues, distinguished guests. Welcome here on the Poček. Because we have among us, we have also foreign guests, I would like to kindly ask them to follow handout. I assume you handout and the content of the slides are also in English because the briefings will be conducted in Slovenian language. Thanks very much. Spoštovani, kot je že general omenil pred mano, dogajanje, spremembe v svetu in pa v Evropi, nasilje v preskok, dojemanja o vlogi nacionalne varnosti in pa vlogi Slovenske vojske v družbi. Silijo nas tudi v različno dojemanje, drugačno dojemanje vojaških konfliktov kot v preteklosti. Niz vaj preskok je bil oblikovan z namenom ustvariti enotno vadbeno okolje za vse enote sil Slovenske vojske ter dvig usposobljenosti kot prispevek Slovenske vojske k odvračalni vlogi zavezništva in pa okrepitvi k nacionalnega varnostnega sistema Republike Slovenije. Za potrebe niza vaj preskok so bili definirani, postavljeni cilji tako na strateško-operativni kot na operativno-taktični ravni. Rad bi sem poudaril združevanje naporov
in pa usklajeno delovanje Slovenske vojske je eden ključnih ciljev v tem nizu vaj. Pomembno je, da dojemamo, da je prehajanje iz podpornega delovanja v ofenzivno, defenzivno in pa specialno delovanje v aktualnem okolju zelo pomembno za vsako vojsko. Dvigovanje bojevniškega karakterja Slovenske vojske je stalno naš spremljevalni cilj v vseh aktivnostih, ki jih izvajamo. Razumevanje strateškega položaja Republike Slovenije v luči aktualnih vojaških konfliktov, ključnega pomena in pa razumevanja o pomenu kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Seveda pa moramo vedno razmišljati tudi o uravnoteženem delovanju Slovenske vojske, ko govorimo o kolektivni in pa nacionalni obrambi. Udejanjanje vloge Slovenske vojske kot katalizatorja in povezovalca vseh subjektov nacionalne obrambe, kar bo kasneje tudi zadosti nazorno, mislim, da prikazano skozi predstavitve posameznih aktivnosti. Preskok 22 je bil sestavljen iz niza vaj, medsebojno povezanih vadbenih aktivnosti, ki so potekale v preteklih 5 tednih. V okviru različnih aktivnosti se je udeležilo okoli 2000 pripadnikov sil Slovenske vojske in pa okoli 300 pripadnikov tujih oziroma partnerskih in pa zavezniških držav. Izmed vseh vadbenih aktivnosti bi rad samo nekaj par besed povedal o posameznih aktivnosti, ki so bolj transparentne in pa bolj vidne. Vaja Balkan Medical Task Force, kot je bilo že omenjeno, bo prikazana kasneje kot del prihodnega DVD programa. Zvezda Triglava postaja vse bolj pomembnejša in vse bolj razpoznavna vaja Slovenske vojske v mednarodnem okolju, ki vsako leto načrtuje, organizira in vodi prva brigada Slovenske vojske. Je bataljonsko taktična vaja gorskega bojevanja. Lepo in privlačno gorsko okolje Republike Slovenije je hkrati tudi zahtevno okolje in nudi obilico vadbenih priložnosti za usposabljanje Slovenske vojske, kot tudi vseh partnerskih in pa zavezniških držav, ki pokažejo interes, da sodelujejo na tej vaji. Vaja Jackal Cave je bila vaja na Madžarskem, vaja specialnih sil. V okviru te vaje je Slovenska vojska preverila in certificirala kopenski odred za specialno delovanje, ki je naša ključna zmogljivost kot deklarirana sila v naslednjem letu. Ta zmogljivost se je preverila skozi metodologijo SOFA-vala in na koncu je bila enota oziroma zmogljivost ocenjena kot odlično ali combat ready. Vaja Svarunov pogled je bila vaja 72. brigade, združena taktična vaja, ki je vključevala različne taktične vaje, postopke in pa vaje za bojnim streljanjem. V sklopu te vaje smo tudi preverili in certificirali motorizirano četo, ki je namenjena v prihodnem letu za delovanje oziroma v pripravljanju za delovanje v silah NATO Readiness Initiative. Taktične aktivnosti so potekale na obmejnem območju, tako da je bila ta aktivnost tudi usklajena z civilno policijo v okviru varovanja meje oziroma preprečevanja ilegalnih prehodov. V okviru te aktivnosti se je 72. brigada zelo aktivno povezovala z civilno policijo na tem območju, z civilno zaščito in z vsemi akterji iz lokalnega okolja. Pomembno je poudariti, da v času izvajanja te vaje so se zgodile tudi poplave na področju okoljskih krajih. Del enot, ki so aktivno sodelovali na vaje, se je usmeril v aktivno podporo civilnemu prebivalstvu in pa odpravi posledic poplave. Namen pomorske vaje Ladja je bila urjenje poveljstev in poveljnikov plovil v načrtovanju in uporabi standardnih postopkov plovbe, nadzora akvatorija, pomorske zaščite v pristanišču, razpoznavi pomorske slike v duhu krepitve povezljivosti z ostalimi rodovi Slovenske vojske in pa službami v Republiki Sloveniji na področju pomorstva. Poleg Slovenske vojske 430. mornariškega divizijona
15. polka vojaškega letalstva in specialne enote vojaške policije je bila to aktivnost vključena tudi specialna enota policije, letalska policijska enota, varnostna služba Luke Koper in pa uprava Republike Slovenije za pomorstvo. V okviru te aktivnosti je pomembno omeniti pa poudariti tudi aktivnost povezano z prestrezanjem sumljivih ladij in pa bojno streljanje letalskih enot na ciljih na morju. Vaja Spider's Web je bila vaja delovanja letalskih enot pri nadzoru zračnega prometa. Namen vaje je bil vzdrževanje usposobljenosti tako za nacionalne kot za NATO postopke nadzora zračnega prostora v primeru izrednih dogodkov. V okviru zavezništva delujemo v NATO Integrated Air and Missile Defense System. Vaja je vključevala številne kompleksne in pa zahtevne dogodke, vključujoč letalske operacije slovenskih in pa tujih letalskih sil v okviru Air Policy-ka v zračnem prostoru Republike Slovenije. V naslednji aktivnosti moram povedati, da se je vadbeni scenarij z realnostjo začel mešati. V okviru te vaje, v času te vaje smo izvedli tudi realno aktivnost podpore ameriškim silam pri izkrcanju v Luki Koper in pa zagotavljanju sprejema nastanitve in pa nadaljnjega premika skozi Republike Slovenije. Odpravljeno skozi Slovenije je bilo 852 kosov različne večje vojaške opreme, kot so kontejnerji, vozila in pa prikolice v 3 tednih. In pa poskrbeli smo za učinkovito aktivnost in pa za vse ukrepe zaščite sil v tem času in se prav gotovo pokazali kot krepitilen partner. Poveljniška štabna vaja je bila jedro niza vaj. Vajo je pripravil poveljstvo sil, ki je tudi oblikovalo vodstvo vaje. Primarni vadbenci so bili vsa podrejena poveljstva in pa štabi. Scenarij te vaje je predvideval aktivacijo 5. člena Severnoatlantske pogodbe in pa v nadaljevanju je Slovenija razglasila tudi vojno stanje in pa delno mobilizacijo, kakšen je bil približno scenarij te vaje. Začela se je operacija Peruno Primež, ki je bila načrtovanja in se izvaja z namenom zavarovati ozemljsko celovitost in integriteto Republike Slovenije, onemogočiti grožnje hibridnega delovanja in zavarovati kritično infrastrukturo, z namenom vzpostaviti pogoje za sprejem, nastanitev in pa nadaljnji premik zavezniških enot preko Slovenije. V nadaljevanju oziroma v naslednjem slajdu bi želel, da vsebina, ki je prikazana pa povedana, je v kontekstu vaje, spravi ni realna. Danes je 13. dan operacije Peruno Primež in v preteklih dneh smo na podlagi obveščevalnih podatkov po številnih incidentih, ki so se dogajali na območju Notranjske, odkrili, identificirali sovražniko paravojaško teroristično diverzantsko enoto moči voda, ki se giblje na območju Postojne. Z dopolnilnim ukazom smo na poveljstvo sil dali nalog 72. brigadi, ki je sila za odločilno delovanje, da locira in uniči sovražnikovo enoto. In deležni bodo tudi vso zračne podpore se strani 15. polka vojaškega letalstva. S tem jaz zaključujem in bom predal besedo nadporočniku Simičiču, ki vas bo z svojimi komentarji spremljal pri izvedbi taktične naloge. Hvala lepa za vašo pozornost. Lep pozdrav vsem zbranim. Sem nadporočnik Aleš Simičič iz poveljstva 72. brigade Slovenske vojske in danes bom s komentarjem spremljal taktične aktivnosti enot na terenu. Namenjeni postavljanju pogojev za izvedbo napada. Dve ostrostrelni skupini sta izvedli premik na prikrit položaj, ki je bil predhodno določen in zagotavlja odličen pregled nad območjem sovražnikovih enot. Ostrostrelni skupini sta opremljeni z ostrostrelnima puškama kalibra 8,6 mm in 7,62 mm in lahko efektivno delujeta v cilje na razdaljo do 1400 metrov. Če se bo ujemal, vaja. Sočasno so pripadniki baterije za ognjeno podporo 72. brigade posedli artilerijske in minometne ognjene položaje.
z namenom zagotavljanja ognjene podpore enoti. Po pripravi orožij ter potrditvi cilja strani prednjega opazovalca, poveljnik enote izda povelje za delovanje in s tem zagotavljanje na zaslonu na vaši levi lahko spremljate sliko iz ognjenih položajev ter sam proces izstrelitve. Najmočnejše orožje enote predstavlja top haubica s kalibrom 155 mm, katera lahko deluje na cilje in razdaja do 39 km. Je zagotavljanje splošne in neposredne ognjene podpore lastnim enotam, zagotavljanje motenja, uničenja ali neutralizacijo sovražnika, ter s tem zagotavljanje pogojev za izvedbo manevra. Namen minometnega orožja je zagotavljanje organske ali indirektne ognjene podpore manevrskim enotam v vseh bojnih razporedih in delovanje po ciljih na razdalje do 7,2 km. Veččlansko postavljanje je potrebno za postopkom razstavitve in zagotavljanje posebnega za namenom podpore bataljonske bojne skupine pri izvedbi napada. Fokus minometnega orožja predstavlja zagotavljanje poveljnikov manevrskega dela hitro ter odzivno neposredno podporo sklopov nekaj orožja. Vrstnih koordinacij za elemente ognjene podpore enota zahteva bližnjo zračno podporo podpore je aktiviran par turbopropelerskih Pilatus, ki bo izvedel zračni napad s simulirano bombo MK-82 ter integriranim mitraljezom kalibra 12,7 mm. Piloti letal bodo v neprekinjenem stiku s kontrolorjem združenih ognjev na tleh oziroma tako imenovanim jetom. Jeter je kvalificiran pripadnik, ki je strokovno usposobljen za kontrolo zračnih plovil, vključenih v postopke, prav tako pa za koordinacijo vseh uporabnikov globalnega zračnega prostora. Sedaj boste priča direktni komunikaciji med kontrolorjem združenih ognjev, pilotom ter civilnim režimom. Going to be the control for my target, requesting that one to go dive attack, dash 2, low level pop-up with D3 guns, requesting one flight, second and requesting lead back of 9 line beyond that. Copy now, that's one more, that's the gun. Line 4235 feet, 5 degrees, 156 per minute. Easting 01, 4 degrees, 145 per minute. And to west, 686 meters. Mechanics. Mechanics, 360 All good feedback, ready for the attack. You're approved to descend. Either the ground and PDS follows. As you will fly into the target area, you will see on the lower part, you will find stoppers. You will then have flat rooftops. You will then have lower rooftops. We are in our final dive plate. Just to the east of that, roughly in the middle of the small hill, you will see two U-shaped buildings. The north block is opening to the Poveljnik enote dodeli nalogo uničevanja oklepnih sredstev proti oklepnim orožjem
okrepljeni skoraj in sistemom stavk. Sistem stavk je samostojen raketni sistem tretje generacije, sistemom zasledovanja in veliko verjetnostjo izgledovanja tarče. Odlikuje ga visoka okrepna prebojnost, naložanja do 4000 metrov, tako podnevi, kot pomoči in tudi pogoji zmanjšanja pokitljivosti. Zlobo Skype-a, Spike. Z uspešnim delovanjem zračne in ognjene podpore so vzpostavljeni pogoji za izvažanje manevra. Tankovski vod z 4 tanki M84 je pričel s posedanjem bojnih položajev. Tam M84 je nepravljalo.
in družino izstopnega dela.
Sovražniku se bo enota približala s tehniko presokom, katera predstavlja klasično vojaško tehniko, pri kateri en del enote prevzame podporo za ognjem, drug del enote pa spodbuje prikritja oziroma naslednjega položaja. S hitrimi premiki enota zmanjša sovražnikovo zmožnost efektivnega delovanja po cilju. Preskoki zagotavljajo neprekinjeno podporo z ognjem ter neprekinjen stik s sovražnikom v fazi napredovanja. Razdalja posameznih preskokov pa odvisna od terenske značilnosti in dejanske situacije na bojišču. Kot pri vsaki drugi vojaški aktivnosti, sinhronizacija igra odločilno vlogo, saj mora ukrepiti z namenom efektivnega delovanja in simultanega videnja enota biti natančno koordinirano, kot predvsem na odprtem terenu, ki bo zagotavlja zadostnega odkritja in mesto. Ofenzivno delovanje se odločilna oblika razkrivanja, z glavnim namenom poraziti, uničiti ali neutralizirati sovražnikovo enoto. Enota med drugim izvaja ofenzivne naloge za zavzetje ključnega terena, preusmeritve ali zavajanje sovražnika, fiksiranje, motenje sovražnikovega napada in izpostavljanje pogojev za nadaljevanje delovanja. Medtem, ko manevrski del izvaja premik proti sovražniku, poveljnik enota dobi nalogo preostalim vozilom na položaju podpora z ognjem, da se priključijo, zagotovijo neposredno podporo in se v zadnji fazi priključijo razporednim zavarovanjem. Z hitro odzivnostjo, oborožitvenimi sistemi večjih kalibrov ter oklepno zaščito bodo vozila zagotavljala obvladovanje območja z izmenično razporeditvijo in medsebojno podporo. Veliko vlogo pri tem imajo dometi oborožitvenih sistemov, saj zagotavlja zgodnje delovanje po cilji, na primeru okrepitve sovražnika oziroma kakršnih koli aktivnosti sovražnikovih enot. Bataljonska bojna skupina 74. pehotnega polka je uspešno napredovala, izvedla napad na sovražnika in s tem izpolnila namero poveljnika. Vzpostavljeni so bili pogoji za neovirano nadaljevanje delovanja lastnih enot. Kljub temu je enota v zadnji fazi izvedla napada utrpela izgube ter nekaj poškodb pripadnikov, ki zahtevajo takojšnjo medicinsko pomoč. Upoštevajoč odsek poškodb pri enem izmed pripadnikov enote, se mu neposredno zagotovi prva pomoč na samem mestu, ki jo izvede bojiščni reševalec iz razporeda enote, prav tako pa enota poda zahtevek za takojšnjo medicinsko evakuacijo. Skladno z zahtevkom enote je bil aktiviran helikopter Bell-412 iz 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. Na zaslonu lahko spremljate proces priprave helikopterja, helikopterske posadke ter priprave na izvedbo naloga. Helikopterska posadka bo Helikopterska posadka bo v najkrajšem možnem odzivnem času vzpostavila pogoje za izvedbo zračne medicinske evakuacije. Bell-412 je večnamenski helikopter, ki tako izvajanje rotorjem, pa namesteno medicinsko opremo za zagotavljanje optimalne mesta za evakuacijo. Najvišja hitrost helikoptera je 260 km/h, medtem ko maksimalni doseg helikoptera predstavlja razdalja do 980 km. Trije tanki M84 so zagotovili dim za označitev mesta prestanka helikoptera, kar v posadki omogočilo lažji in predvsem veliko hitrejši preskok v mesto prestanka. V tem času je enota že zagotovila neposredno zavarovanje mesta prestanka za zagotavljanje varnosti in predvsem neovirane oblike evakuacije. Prvo pomoč pri pripravljanju pripravljajo pripadniki enote, ki predstavljajo
predstavlja samo osnovno oskrbo, kot je za storitev krvavitev in podvojne rane. Mestni korak predstavljajo bojiščni reševalci, kateri pomenijo napredne metode medicinske oskrbe, kot so nadaljna podpora življenjskih funkcij, krvnega obtoka ter vzpostavitve in vzdrževanja delovanja varnih poti. Helikopterska reševalna ekipa je prevzela pacienta in v skladu z ocenom poškodb ter stanjem ter v fazi evakuacije izvajali podporo njegovih osnovnih življenjskih funkcij ter ga evakuirali na naslednji primerni nivo medicinske oskrbe. Reorganizacijo in konsolidacijo, ki so pripravila na nadaljnje delovanje. Vse zbrane v tem trenutku vljudno vabimo, da se premaknejo do objekta E2, kjer se za prostor gleda postopka tolaža. Ter napredne medicinske oskrbe, ki jo zagotavlja mednarodna zdravstvena enota v sklopu Balkan Medical